Kaj boste predlagali zdaj v upravnem odboru? Kakšno razdelitev teh 35 milijonov? Ja, zelo smo veseli, da se je sprejel rebalans finančnega načrta za leto 2018. Predlagali bomo razdelitev, kot jo nekako predvideva sklep vlade in sklep državnega zbora, torej skrajševanje čakalnih vrst, boljša dostopnost in potrebno tudi izboljševanje kakovosti zdravstvenih storitev. Tako smo že predlagali in mislim, da je tukaj zelo veliko soglasje partnerjev, da se na tistih področjih, kjer imamo pretežno dolge čakalne vrste, da se dejansko izvajajo, predvsem tukaj za operativne posege, storitve do konca leta praktično brez omejitev. To bodo naredili, gre tukaj za operacije kolena, gre tukaj za operacije rame, za operacije hrbtenice, kolikor bodo izvajalci uspeli narediti, koliko je tudi zavod po veljavnih cenah seveda plačal. Drugo področje je na področju specialistične dejavnosti. Tu predlagamo možnost preseganja do 20%. Tukaj gre za, recimo, za preglede po dermatologiji, internistike, kardiologije, psihiatrije, operacije sive mrene ambulantno, tako da to mislim, da je zelo lahko pomemben impuls, da se skrajšajo čakalne dobe in seveda, da se ta krog od, bom rekel, zgodnje diagnostike, pa potem vse do zdravljenja, rehabilitacije nekako čim bolj uspešno zaokroži. Tisto, kar je zavod tudi nekako uspel uveljaviti formalno, da sicer to še podpis aneksa, je, da se določene rešitve že tudi predvidijo za naslednje leto. Te kratkoročne impulze zdravstvo nekoliko slabše sprejema in razumljivo, kar je potrebno prilagoditi organizacijo. Zavod predlaga, da se v naslednjem letu, v 2019, praktično vsi že, bom rekel, obseg izvedenih enkratnih dodatnih programov prelevi v redne programe za 2019. Očitno, če so to izvedli kot enkratnih programih, to znajo in zmorejo, so kadrovsko pokriti, tako da te stvari bodo tudi naprej lahko izvajali. Na področju zobozdravstva že letos predvidevamo 20% povečanje, v drugem letu pa tudi zaradi novosti, ki jih prinašajo sprejeta pravila, amalgamske zalivke, bele zalivke, pa tudi druge spremembe na tem področju, vsadke, predvidevamo, da se v naslednjem letu poveča obseg programa vsaj za 5%, se pa tudi v predlogu naših hiše povečuje, bom rekel, obseg dela, ki naj bi ga zobozdravniki opravili za približno 10%, tako da bomo lahko tukaj sprejeli bistveno več pacientov v zdravstvenem sistemu na področju zobozdravstva. Predlagamo pa tudi širitev zobozdravstvenih ambulant in sicer v naslednjem letu predlagamo, da se mislim, da 15 zobozdravstvenih timov poveča, tako da ne bi smelo biti zaradi novosti, ki jih prinašajo pravila in tudi obveznosti do evropske uredbe, tukaj pride do podaljševanja čakanja. Ali bo tole, za teh 35 milijonov, ali se bo te operacije, preglede in tako naprej izvajale v rednem delovnem času, ali v popoldanskem, se pravi za dodatno plačilo? Ali bo tako tudi v leto 2019, torej za popoldansko delo? Zavod seveda te stvari prepušča izvajalcem. Mi bi pa seveda najraje, da se to izvajalo v okviru rednega delovnega časa, v okviru rednih, bom rekel, dogovorov delodajalca, vodstva bolnišnice in zaposlenih. Ali bodo tudi drugače morali angažirati ljudi, prepuščamo nekaj. Zavod bo plačal storitve po veljavnih cenah, kako bodo pa to izvedli, pa njihova naloga. Je to sigurno za vodstva zavodov zelo velik izziv, zato ker je relativno malo časa in upam, da bodo uspeli se zorganizirati in najti izvajalce, torej zdravnike, medicinsko drugo osebje, da bodo čim več tega programa, ki ni majhen program, dodatnih 35 milijonov za recimo sredino oktobra pa do konca leta je velik znesek. Smo pa v letošnjem letu že v maju dodelili še dodatnih 12 milijonov iz naslova prestrukturiranja, po večini za storitve, tako da pravzaprav smo močno povečali obseg virov za zdravstvene storitve. Na letnem nivoju, če primerjamo letošnje z lanskim letom, beležimo rast 8,2%. To je kar veliko, ne? Torej gre za javne zdravstvene zavode in pa za koncesionarje, ki bojo pripravljeni? Seveda vse
bom rekel, te širitve, oziroma ne širitve, ta dodatna sredstva so predvidena za tiste izvajalce, s katerimi ima zavod sklenjene pogodbe. So to javni zavodi, so to koncesionarji, z velika plačnika, imajo na nek način enak status in so povabljeni vsi. Ni tukaj neke vrste ozke liste, neke short liste, samo ti ne bodo delali, ampak tisti, ki upravljajo operacijo kolena, ne glede na to, kakšen status imajo, bodo vsi lahko izvajali to, kar so imeli. Gospod Fakin je prej rekel, da v bistvu se tudi ta program, če slučajno ne bi bil v celoti letos realiziran, da se lahko plačilo prenese na prihodnje leto. Vi ste rekli, da gre del tega v rezerve. Kaj je zdaj tu? Torej, mi smo na nek način proračunski uporabnik, hkrati pa imamo določeno veljavno ureditev. Kolikor se sredstva, ki smo danes potrdili za rebalansom, ne porabi do konca leta, zakon predvideva, da se del prihrankov da v rezervni sklad, 25%. Zdaj, to ni stran vržen denar. Mi smo vstopili v bivšo finančno krizo leta 2008 z nekimi presežki iz prejšnjih let in so nam bile še kako te rezerve dobrodošle. Na daljši rok bomo sploh mislim, da morali določiti še kakšno rezervo v boljših časih. Ampak zdaj pa mislim, da glede na stanje, glede na čakajoče, glede na pomanjkanje virov za zdravstvo je upravičena in potrebna čimprejšnja ustrezna gospodarna poraba zdajšnjih sredstev. Kdaj še bodo začeli te operacije dejansko izvajati, kdaj bodo bolniki občutili efekte tega denarja? Formalno predvidevam, da bo je v zaključni fazi dogovarjanja za splošni dogovor. O spornih vprašanjih aneksa se odloča danes upravni odbor, pa vendarle, odloča še vlada, o spornih vprašanjih v začetku meseca oktobra. Mislim pa, da je toliko velika verjetnost, da se bodo ti programi dejansko tudi potrdili in financirali, da bi lahko tako rekoč izvajalci že danes začeli naročati paciente in planirati delo in seveda živeti vse ustrezne zdravnike. Vsak dan dodaten je dobrodošel, danes je 17. september, do konca leta je 3 mesece plus 3 mesece. Vemo, da izvajalci želijo zvišanje cen storitev, to bo verjetno sporno vprašanje ostalo. Ta vprašanja seveda so ves čas prisotna, vendarle 8,2% več sredstva za storitve v letošnjem letu je kar pomemben dodatek. Zdaj 5%, kot veste, smo približno dali za povečanje cen zdravstvenih storitev na začetku, zdaj so še neki dodatni 3%, tako da tukaj gremo nekako z roko v roki. Je možno pridobiti teh dodatnih recimo 20% za specialistično ambulanto ali celo več pri operacijskih posegih, seveda, če bodo opravili več storitev. Ne pa višje cene. Torej, da bi šli direktno v samo dodatno zviševanje cen, v tem trenutku nismo razmišljali. Mislim, da tudi glede na sklep vlade ni pričakovati, da bi vlada v resni kakorkoli v neki zaključni fazi odločena o spornih vprašanjih, ki smo odločili. Kako ste izbrali te programe, glede na to, da res spomladi nimamo realnih podatkov čakalnih dob? Ja, torej ta problematika vodenja čakalnih vrst in podatkov je dejansko prisotna v slovenskem zdravstvu. Poskušamo seveda temeljiti na uradno zbranih podatkih, ki jih vodi IEZ, niso celoviti, vsi zatiskali oči, če bi rekli, da so. Imamo pa seveda tudi veliko stikov z izvajalci zdravstvenih storitev, vsak zavod vodi svoje čakalne vrste, tudi če jih ne dajo v e-naročanje. Tudi mi v hiši imamo veliko klicev zaradi slabe dostopnosti, tako da dejansko so ta področja, kjer bomo investirali teh 30 specialističnih dejavnosti, te posege operativne, nedvomno so podhranjeni z programom. Skupščina je danes dala soglasje k kar pomembnim spremembam pravil iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nekaj smo slišali skepse na strani delodajalcev in trgovinske zbornice in tako naprej. Zanima me ostale stvari, ki se spreminjajo, naprimer zobozdravstvo, oploditev z biomedicinsko pomočjo in tako naprej. Ostale stvari so usklajene z zainteresiranimi ali ne strokami. Ja, gledajte, pravila o
skozi z novela pravil končno sprejeta. Končno zato, ker smo začeli z prenovo leta 2014. Približno 2 leti je trajalo, zato ker nismo imeli recimnosti na drugi strani, ker se pač pripravljal zakon o zdravstvenem zavarovanju, ki naj bi na novo, na nek način bolj sistemsko uredil. Pa vendarle je ta 4-letni čas dolg, tako da smo poskušali in vključili v sedanja pravila kar vrsto sprememb, ki so na nek način nastajale v tem obdobju. Prej sem povedal, da vsaka nova zakonodaja, nova regulativa na nek način je način za uveljavitev razvitih dobrih praks. In tudi tu imamo bistveno zdaj novosti, naprimer na področju zobozdravstva, ki ste omenili, že evropska zakonodaja zahteva, da pri otrocih, pri nosečnicah, pri doječih materah ne uporabljamo več amalgama, razen če gre za kontraindikacijo za bele zalivke. Tako da se te zadeve so prišle notri v pravila in jih praktično na nek način začenjamo tudi uporabljati. Na področju zobozdravstva imamo tukaj zdaj jasna pravila, kar se tiče zobnih posameznikov. Ne vem, če ste to seznanjeni, prej smo določene primere obravnavali kot izjemne primere, po členu 259. Ko imamo neke kilometrine, potem je bolje, da ta pravila zapišemo ali v zakon ali pravilo obveznega zavarovanja, da še dodatno jamčimo, da imamo enako obravnavo za vse zavarovane osebe. Torej, imamo zdaj pravico do zobnih vsadkov vsi ali ne? Ne. Kaj je za vem? Kako ne veš? Za posamezne, tam, kjer manjka dejansko, če se krvavo izrazim, manjka kar neke čeljusti in take zadeve, ko ni možno reševati zdravstvenega stanja. Drugače kot z zobnim vsadkom smo zdaj opredelili in tudi pogoje smo potrdili na skupščini, kdaj pride do takih primerov in kdo je do tega upravičen. Tako da tukaj, da bi bila bojazen tudi prostovoljnih zavarovalnic, da bomo zdaj kupili z vsadki, ne vem, vsakega drugega Slovenca, ni utemeljena. Bodo še vedno, samo zdaj so ta pravila za redke izjemne primere, upravičene primere zapisane na papirju. To je, mislim, da je zelo pomembno. Stroka soglaša. Tako je. Vse te spremembe so usklajene s stroko, no pa če se spet vrnem na zobozdravstvo, ki je tudi aktualno bilo v zadnjih 2-3 tednih, dejansko se tam poleg na nek način teh priporočenih materialov, kompozitnih materialov, bele zalivke po domače, pa amalgamskih, pojavlja še neka dodatna tretja skupina materialov, to so tako imenovani glasi nameri. Niso novi za slovenski prostor, ampak stroka, ko smo obravnavali pravila, ni dala predlogov v marcu, v aprilu, maju, da bi se tudi ta material predvidel v novih pravilih, tako da zaenkrat ta zadeva še ni regulirana, ampak bo pač v naslednji iteraciji. Pravila so zahtevna materija, ta material, ki smo ga obravnavali na skupščini, je res zelo zahteven in občutljiv in je prav, da jih, sem prej povedal, z vso odgovornostjo obravnavamo. Bi bilo pa narobe zdaj zaradi še nekega manjkajočega dela še zadržujemo. Jutri jih bomo ponovno spremenili, ponovno dopolnili, kako se bo pač stroka razvijala. Kdaj bojo začela veljati? Potrebujejo še podpis? Tako, pravila so neke vrste ključen dokument za izvajanje zdravstvenega zavarovanja, zato je predviden potem po potrditvi na skupščini še podpis ministra, ministrice. Danes smo slišali gospoda Fakina, aktualnega ministra, da jih bo podpisal takoj, ko jih bo dobil, ker so na vse zadnje tudi vse dikcije usklajene in tudi na nek način preverjene strani službe vlade za zakonodajo, tako da tukaj je današnja odločitev, današnja potrditev bila že, tako rekoč, končna. Kar se tiče teh dilem, zadržkov pri določenih akterjih v skupščini, gre tukaj za po večini ponudnike medicinskih pripomočkov, niso bile te dileme usmerjene na sama pravila, ampak na sistem celoto, ki se na nek način tudi na področju medicinskih pripomočkov vzpostavlja v Sloveniji, ki ima v končni inštanci cilj vzpostaviti neke vrste konkurenco, tisti, ki bo imel za ugodno ceno ali ugodnejšo ceno možnost ponuditi kvaliteten, kakovostni standarden pripomoček, tisti bo lahko, bom rekel, to zadevo zavarovancem
dostavil oziroma jim dal, tisti, ki bo pa seveda predrag, bo pa moral seveda razmisliti, ali bo cene znižal ali bo pa nekako v tistem segmentu zrinjen iz tega trga. Vesel sem, da je bila končna razprava v tem delu, ki vključuje delodajalce, je pokazala, da je bilo pa le skoraj da soglasno, bom rekel, nekako zavrženo to kolebanje, ti pomisleki, te dileme in obe skupini v skupščini sta potrdili, tako rekoč zavarovalnici soglasno, delodajalci pa za veliko večino. Kaj bodo spremembe pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pomenile finančno za poslovanje zaposlenih? Kaj za odhodke, na katerih segmentih? Torej, za zdravstveno zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje so predvidene finančne posledice v višini nekaj več kot 3 milijone evrov na letnem nivoju. Letos bo nekoliko manj, ker imamo samo nekaj časa, še do konca leta. Ta denar je predviden v proračunu za letošnje leto in tudi za naslednje leto, ko bomo sprejemali finančni načrt. Na dolgi rok pa pričakujemo celo neke prihranke pri medicinskih pripomočkih, ampak vse skupaj na nek način ni pomembnega prirastka. Nekaj, kot smo slišali tam v razpravi strani predstavnika prostovoljne zdravstvene zavarovalnice, tudi vpliva na njihov proračun, ker določene storitve se plačujejo v enem delu iz obveznega zavarovanja, tako tudi iz prostovoljnega zavarovanja. Signal je bil tukaj jasen, bodo verjetno razmislili, kalkulirali, koliko bo to imelo vpliv na premije, upam, da v čim manjši meri ali pa nič. Hvala. Hvala vam.